Napisale in prevedle smo na milijone knjig, a lezbike še vedno berejo Pismo za Eni in gledajo Connie and Carla. Želim si, da bi kdo razumel, zakaj je Džuna pisala o lezbični skupnosti v folkloristični dikciji. Še vedno sanjam, kako pridem v Monokl in tam ostanem. Še vedno upam, da modernisti ne bodo pisali autobiografij v realističnem slogu. Okrog mene je neznosen tršč lokalne komercialne radijske postaje. Petek je in alfa samci se pretepajo, tulijo, ščijejo, se ozirajo naokrog, iščejo, se butajo ob mize, jih prevračajo in na silo zaustavljajo samice, ki vihajo šobe in sikajo. Na velikem televizijskem monitorju, pripetem na steno, se v neskončnost vrtijo nemeslike športnih programov, najpogosteje tekme ameriške rokoborbe ali nogometa. Tu vsak torek in četrtek strežejo ženske z razkritimi prsmi. Lokalom, kjer je tišje, kjer vrtijo diskretno ambientalno muziko, očiščenim getom, kjer dobiš mlečno kavo v majhnih kozarčkih, rdeče vino v širokih steklenih čašah in kjer so tako natakari kot gostje odeti v črno-bele uniforme, se raje izognem. V njih pogosto sedijo nacisti, ki jim je to obdobje omogočilo, da so se povzpeli, mladi tipi z lenimi telesi, ki jim je uspeh do sovraštva do drugih prinesel obilo denarja in samozavesti, da lahko sedaj slehernega večera sedijo v trendovskih urbanih lokalih, do česar sicer niso znali priti z urbanim bojem, z intelektualnostjo, družabno gibljivostjo, humorjem in kozmopolitstvom. Točno vem, kdaj sem rinila v kolektiv in kdaj mi je šinilo, da tam z mano ne bo v redu. Nekdo z očiščene levice me sprašuje, ali se mi zdi karikatura poljuba Regana in Gorbačova homofobna. Nekdo z očiščenega gibanja homoseksualcev govori v kamere, da so tudi homoseksualci Slovenci. V nekem hipu začnem bežati pred tem slojem, enakim kot vsaka druga množica, polnim zatajevanj, zadrževanj, upočasnjevanj, samo prevar in mitologij. Skačem čez njihove tragične konce. Nekega dne je ta vaš izobraženec z nasmehom ameriškega fanta pomoril vse svoje. Začela sem bežati, ker ste čutili samo obžalovanje obscene, tabloidne sorte. Vse sem lahko predvidela. Vse vaše revolucije in zahteve in zamisli niso rešile ničesar. Mene je rešilo samo to, da se nisem vpletla vanje. Skoraj da se ne morem več zbrati. Mir je laž, ki jo obuja višja kasta najetih plačancev, ki nikoli ne napišejo nič osebnega, nikoli ne pišejo o svojih strahovih, bolečinah, izgubah, nikoli ne pišejo, kako čutijo podrejenost, kako čutijo, ko jih šefi pošiljajo po zasebnih opravkih. Nič, kot mrtvi kupi kamenja, ne sevajo, njihova trma golta vse. Mislim si, torej, pisala bom tako, kot je, z motnjami, udori in presledki, intelektualna proletarka, živim na smetišču vaših idej, na vrtiljaku nesmislov, ob njihovem perfektno skladnem ritmu, gledalka v cirkusu vaših ekscesov, brez vstopnice, brez zaledja, brez publike. Pišem kratke, neplačane stavke o tem, kako vsaka vaša nova perspektiva prinese moje naslednje izginotje. Hvala.